Recimo, da šola za vaš bodoči program razpiše 50 prostih mest za bodoče dijake. Če se na teh 50 razpisanih mest prijavi recimo 33 ljudi, ni nobene težave. Prostora je za vse dovolj, vsi bodo sprejeti, omejitev ni. Najboljši možni scenarij. Kaj pa če se zgodi, da se na določeno število razpisanih mest prijavi večje število kandidatov, pa recimo, da jih je 121. Očitno je, da prostora za vse ne bo dovolj. Zato teh 121 kandidatov razporedijo na lestvici po točkah. In sicer od tistega z najmanj točkami do tistega z največ točkami. Več, ko imate točk, više ste na lestvici. Potem šola potegne črto in reče: najboljših 50 kandidatov, to so teli, vi ste sprejeti. Ostali pod črto, kandidati s premalim številom točk, na žalost niso sprejeti in se vpisujejo v drugem roku. Opozoriti moramo tudi na tole, na točko, kjer se črti sekata, namreč tam, če se slučajno zgodi, da je večje število kandidatov z enakim številom točk, potem o vaši usodi odloča NPZ, nacionalno preverjanje znanja, ki ga boste pisali konec 9. razreda in lahko marsikomu med vami predstavlja odskočni kamen, zaradi katerega bo ali na žalost ne sprejet na bodočo srednjo šolo. Seveda vsem vam želimo tak scenarij, najlažji, brez omejitev, da boste mirno sprejeti na šoli. Ampak resnici na ljubo, marsikoga med vami čakajo omejitve. Zato se potrudite. Vsaka točka šteje, saj kaj je lepšega kot to, da boste brez težav sprejeti na vašo bodočo srednjo šolo. Srečno!